takrat obrnem dol po kongresnem, pa vidim, da je bilo, mislim, da 2:28 na uri, da bi tudi pod 29 moglo iti, če še malo stisnem in ter se res dal vse od sebe. Ja. Največ kilometrov v tem ciklusu, mislim, da sem imel v tednu 105 kilometrov ali nekaj takega. Ko sem jaz začel, naprimer, jaz po polovičke nad uro 20 še nisem odlaupil. Po konkurenci gledano je bila sigurno najboljša tekma tista uličarka. Večino časa treniram sam, bi si želel včasih, sploh kako dolžino, kaj takega, bi bilo super družbe. Berlin, London bo ta prvi opciji, potem pa tako kot Kipčoge, da zaključimo vse ostale. Spoštovani in spoštovane, že pri številki 149 smo, to je podcast Zagret za tek. Danes imam v gosteh prav posebnega gosta, ki je zagret v vseh pogledih, svež iz Radenec. Blaž Orešnik, pozdravljen, živijo. Pozdravljen. Kako si, Blaž? Pa super, tako kot pravim, celim rane iz Radenec, fizične rane, kot pravim, tekma je bila super. Ja, dogovarjali so se za ta pogovor, pa si rekel, rajš po Radencih, ja, pa mi je bilo še bolj všeč, ja, ker imaš sveže zgodbe. Od tam prvi pravzaprav poletni vikend v letu, kaj pa v Radencih, državno. Kako si, kaj s tem vremenom zdaj res? Prejšnji teden smo hodili še praktično v bundah, okrog mraz je bil, pa 5 stopinj, pa 8, pa dež, pa ne vem kaj, in kar naenkrat se naredi poletje. Kako pa ti handlaš to vreme? Pa načeloma, kar se tekme tiče, je za vse isto, ampak je pa res bilo letos v Radencih. Tema številka 1, sigurno to vreme, ne? Letos, tako kot je bilo celi teden do Radenec, so vsi pričakovali letos pa bo, ne, ampak ni bilo. Še huje, kot če bi bilo celi teden. Joj, ja, Radenci spet upravičili svoj sloves. Marko Pinteriču sem pred tekom, kakšen teden prej, ko smo imeli svojo navledo, dejal, evo, letos nam je pa vreme vsem, nam jo je zagodlo, tebi bo pa to dobro prav prišlo, no, ampak, ne vem, jaz se ne spomnim Radencev, da bi bilo tam, ne vem, manj kot 20 stopinj, pa ne vem kaj. Ne, jaz tu in ne, pa tu skoraj kot domačin, mislim, grem rad v Radence, vse ok, ampak verjetno sem imel 3 take tekme v življenju, da je bilo hudo, pa mislim, da samo en odstop in vse troje je bilo v Radenci. Tako da. Jaz sem zmer trdil, da če hočeš biti pravi maratonec v Sloveniji, moraš enkrat iti v Radence odteči pač kraljevsko distanco, ti si jo tam že najbrž več kot enkrat. Ne, enkrat pa tudi nisem prišel v cilj, tako da to še me čaka. Naslednje leto je 42. izvedba, tako da številke so. Pa verjetno državno, ne, če se zamenjajo. Tako da, to še manjka. Ja, povej mi, da je bilo državno na 21, odlično si nastopal. Povej mi, kako se je tekma odvijala, malo več mi povej, kaj se je kaj dogajalo, no, pred, med in po. Ja, z mojega osebnega stališča moram reči, da sem letos res vse stavil bolj na tisti moj Rotterdam, tako da te Radence nisem imel res ne v tistem takem zdaj pomembnem planu, ampak me je veselilo, ker so se res letos se je zbrala zelo, zelo dobra udeležba, sploh ta naš krog, ne, ti konkurenti, sploh Jani, ne, ko nas je tako vse pošolalo, kako rečemo, spet tudi klasika z Radenec, ne. Dobro, Primož, Kobe, ne, on je le stopničko više, njega nismo držali, ostalo pa nas je bilo 4-5 takih, ko smo tu in sem se veselil dirke, ampak moram reči, da na koncu bila res z moje strani bolj kot ne muka, ja. Smo pa verjetno malo prehitro začeli, Jani, klasika, je vedel, kaj počne, mislim, da že na 2., 3. kilometru mi je prav mi je povedal, da smo prehitra, ne, ampak tako kot na maratonu lani, ga nisem poslušal in evo, na dobri polovički je bil že Jani pri nas in potem tudi mimo nas. Aha, vi ste ušli naprej, če se ne motim. Kakšen tempo ste pa imeli pol začetka? Pa mislim, da smo začeli tam 3:15, sigurno pod 3:20 začetek, ja. Ampak je
Jani hitro ugotovil, da je to prehitro, da je pravim tudi na glas povedal, ampak smo šli dalje. Jaz, Navodnik, pa kdo še je bil, spomni me. Porenta mogoče? Ja, Porenta je bil celo pred nami, ja, Porenta tudi za pohvaliti, res je šel dobro, mislim, je garal do konca in je presenetil, ja, vrhunsko je šel, je ja, presenetil, glede na, rečemo, glede na desetko, ki jo je tekel, sem videl, mislim, da te dni prej je bila nočna desetka, ne? Tako, ja. Super je šel, ja. Potem pa pravim, tam čez polovico že sem jaz že, vsaj za sebe lahko rečem, no, sem vedel, da to ne bo tisti dan, ne. Pa mislim, da tako tudi ni bilo, verjetno vsi tekači so pričakovali krepko boljše čase, ne, sigurno so vsi zaostali za svojimi osebnimi časi, ne, vsaj mislim, vsaj tisti pri vrhu, koliko se poznamo, ne. Verjetno je Porenta še najboljši od teko, evo. Porenta je imel tekom sezone, definitivno, ja. Pridiril škoda, ker se ni prijavil v državno prvenstvo, ja. Ja, to je res malo tako, tudi izpade, malo bi bilo dobro, ja, da bi bili prijavljeni, da potem je tudi tisti, ko je v cilju, dejansko tretji je za državno prvenstvo, ampak ok, taka so pravila. Ja, se je že zgodilo, da je, se mi zdi, pred leti tudi zmagovalec bil. Ja, se zgodi večkrat, ja, se mi zdi, da pri ženskah še bolj pogosto, ja, da so prijavljene, pa, ampak pravila so pravila za vse, ja, tako, ja. Tako da na koncu si uspel skočiti na 3. stopničko državnega prvenstva, kar je še ena, evo, lovorika v tvoji vitrini zdaj. Ja, drži, ja, s tem, da manjka še tista najvišja, ne. To je zdaj nekako tista največja motivacija. Ja, no, do tja še prideva, ja, to je vprašanje, ki sem si ga skoraj prvega tlele pribeležil, da te to vprašam, ampak ne še malo počaka. Najprej samo par besed o tebi za tiste, morda tam zunaj, ki te ne poznajo, znano jim je ime, zdaj, evo, vidite še obraz in zvok, Blaž Orešnik iz Ormoža, letnik 1990, ja, član atletskega kluba Ormož, zadnja leta nepogrešljiv na stopničkah vseh državnih prvenstev, naj si bo to na stezi, na cesti, v dvorani, tudi na krosu, tretji, kot rečeno, zadnjega državnega v polmaratonu, tudi drugi iz predzadnjega v polmaratonu, pa tretji v maratonu, pred kratkim pa je že v omenjenem Rotterdamu dosegel odličen oseben rekord, in je z 2:26:17, če sem prav videl uradni podatek, še vedno najhitrejši Slovenec v maratonu v letu 2023. To je kar, bom rekel, lepa popotnica za sezono. Ja, pa mislim, da se bo zdaj še verjetno do jeseni, še bo verjetno držalo. Ne vem, če bo kakšen taki maraton zdaj, potem pa na vrsti Jani in ostali, ko imajo planirane jesenske, da se spet malo udarimo. No, jaz sem v živo spremljal, oziroma na športklubu spremljal maraton v Rotterdamu. Zate sem vedel, da si med Slovenci na progi, ker mi je Andreja Gorčan to javila, tvoja klubska kolegica, ne, da te moramo spremljati. In kot nalašč na koncu prenosa, mislim, da smo spremljali tretjo žensko, ja. Pa ob njej tekač v beli kapci, če se ne motim, ne, in oba dva so komentatorjem tisti gledava, pa se reka, če to ni naš Orešnik, evo, do svojih 15 sekund slave v etru je imel. Izvrstno si šel v Rotterdamu, štartov si še boljš, mislim, da si celo 1:12 obrnil. Sem malo roko na srce prehitro štartal, ampak bila je tudi taka situacija na začetku dirke, nekako tisti skupina za nami, mogoče malo prepočasi, tista prva skupina, katero sem držal, pa mogoče kako sekundo prehitro za mene, ampak vseeno sem se nekako odločil, da grem z njimi, pa mislim, da niti ni bilo tako slabo, no, ker tudi nisem čist omagal proti koncu in je bilo tudi malo tistega psihološkega tam, sploh tam v sredini, ko je tisti kaki kilometer bilo mogoče počasneje, kot sem imel sestavljeno, ni bilo nobene panike, vedel sem, da sem konkretno v tistem svojem času, ker končni čas pa je bil točno, no, tu nekje tam, sem rekel tam, čim bliže 2:26, ne, tako da je na koncu je izpadlo točno tu, no. Po šolsko. Si se poigral mogoče tudi vmes, ok, mogoče pa danes lahko 2:25 stisnem.
Ja, je bilo bolj kontra, bolj me je prestrašilo na polovičke, ko sem videl, ali pa še sploh na desetke, da sem res prehiter in nimam ogromno izkušenj z maratonom, toliko pa že imam, da vem, da z maratonom ponavadi ni heca, če pretiravaš na začetku. Polovičko še Stisneš, izvlečeš, ja. Mhm. Maraton pa je res to, kaj pravijo vsi starejši in drži povsem, ne, da ne dobiš notrjen potem. No, kljub temu, da je bil to tvoj 5. maraton, kaj ne? Ja. Si ga izvrstno tekel, no, zdaj držiš lovoriko najhitrejšega Slovenca. Sem gledal tudi Radencih, pa nisem pričakoval, da bo recimo Modico tekel 2:27. Ja, zelo dobro šel, jaz Kar je bilo- glede na razmere. Neverjetno, ja, Neverjetno. res dobro. Takrat, ko smo pol pribeležili tvoj čas iz Rotterdama, mi je Jani Mulej javil, da ni šel navodnik nekaj podobnega, pa sem šel pregledati tisto njegove belgijske rezultate, ampak je bil, mislim, da enih 5 sekund počasnejši tam. Na tistem maratonu 2 tedna pred Rotterdamom je odtekel tudi 2:26 pa nekaj. Ne vem, ja. 22, 23, tako da 5 sekund ga neseš, ja. Vse mojem, on to ve, on to sigurno ve, ker do tistega trenutka je on držal glavni čas, ampak daj mi povej, zakaj Rotterdam? Sej vsi vemo, da je bil to nekdaj zelo prominenten maraton, pa praktično vsi Slovenci, ki kaj štejejo v maratonu, so se tam kalili, pa tudi postavljali odlične rekorde. Zakaj si se ti odločil za? Jaz sem se dejansko iskreno odločil, ker smo imeli eno prijavo za Fast Runners varianto in mi je veljala še tista norma glih za glih še iz Ljubljane, ko smo šla z Janijem, 2:30 je bila ta norma in sem poslal pač to prijavo in so mi jo sprejeli, ne, in tako da ta prijava je omogočala štart takoj za elito in tudi posebno obravnavo tam pred štartom in je bila dobra izkušnja in mi res ni žal, da sem se odločil. Ne. Zdaj, koliko časa si se pač pripravljal za ta maraton? To je bilo pač konec aprila, ajde, s 1.1. si začel s ciklusom ali kako? Tako, točno 1.1. sem začel, pa mislim, da celo malo prehitro je bilo že tako, ponavadi si jaz vzamem tam 10-12 tednov. Vem, večina celo več, ampak je bilo že sploh tako psihološko, se mi zdi, je že proti koncu malo težko tako dolgo vlečem. Imam raje tako 10-12 tednov, tako da je bilo že neke poškodbice, še malo vmes je bilo že tako, bi pasalo kaki teden prej štartati, ampak točno 1.1., ja, mislim, da je bilo 15 tednov je potem prišlo ven, ja. Te je vreme, ki je oviralo v vremenu, so že govorila danes tega? Ne, v Rotterdamu, mislim, je tisti konstanten tam veterček vleče, tako da malo, ko samo ostaneš, pa tam čez tisti most, malo moti, ni pa zdaj to bil neki faktor, da bi rekel, da je vplivalo na dirko. Ja. Bi pa lahko bilo bolj idealno, sploh kaj se vetra tiče. Ja. Aha, veter je tam znan faktor, ta megla recimo tam pa vlaga, to vas ni motilo, temperature so bile kar v redu. Temperature so bile dobre, ja. Ne, pravim, taki rahel veter je konstantno, ne, in če ostaneš sam, pa v kakih predelih je malo moteče, ampak je proga je super, sploh moram reči, da je tam v tistem najtežjih trenutkih, bi rekel, tam po 32 do 38 je res verjetno najboljši del proge, je ravnica, mogoče celo malo nadol, odličen asfalt, tako da je v tistih najtežjih trenutkih maratona je vsaj proga ti gre na roko, tako da to je super. Kaj pa navijači, se jih je nabral, ki je v progi, če se prav spomnim, v nekaterih delih je bilo kar nekaj. Ogromno navijačev, tudi vsi navijali. Moram reči, celi ta maratonski vikend je, celo mesto živi s tem, vidiš. Mislim, ni težko, če srečaš človeka, da mu gre zdaj na živce, da pa tam tekači zavzemamo mesto. Imajo to kulturo, bi rekel, tekaško. Ne. Tudi ti vsi delavci pri maratonu, tam, ko smo bili Pika, Fast Runners, super atleti, ko smo imeli tam te, ko so nas peljali na štart, malo so spominjali na onega gospodiča, ko je Kipčogetu, taki zanesenjaki, zelo resno jemali svoje delo in z veseljem to upravljali in je bila dobra izkušnja. Kot Fast Runner ste imeli, rekel si, posebno uravnavali, ne vem, kakšnega pacemakerja vam niso dali, kakšna druga, kaj so vam pa dali? Pred štartom si imel tam možnost se preobleči, malo za jesti, za piti, vse pustiti tam, pa spremstvo
na štartno črto, pa potem po teku tam neka malo masažica, pa tudi, da si se v miru preoblekel. Bolj to, no, da si brez skrbi prišel na štart, no, ker je, to zna biti na kakem takem maratonu, tudi v Ljubljani včasih malo težava. Malo pa je razlike od Ljubljane, no? Če bi v Ljubljani, ko si že prej si omenil Ljubljano 21, tja se še vrneva. Tlepla je bilo vendarle malo več tekačev, s katerimi si tekel v Ljubljani, brško ne solo tam, ko si po 2,5. Ja, to je tudi res, ne, tu je, imaš praktično celo tekmo imaš nekoga, da ga loviš ali pa da on lovi tebe, ne, da imaš neko tisto motivacijo. Se ne da primerjati, ja, se ne da primerjati. Rekel si 15 tednov, zdaj kot vrhunski maratonec, ne, nam boš zdaj zaupal, kako recimo, zdaj pa pišete konkurenti, skrivnosti treninga Blaža Orešnika, kako približno izgleda tvoj recimo nek teden ali pa nek ciklus 4-tedenski, kako imaš to sestavljeno? Mislim, da jaz kar tako, koliko spremljam te druge tekače, sploh zdaj na Stravi, pa to, ko mogoče tudi jaz mislim, da veliko večino treningov, praktično vse treninga objavim, mogoče daj pozabim kaj, da odklenem, kaj tega, ampak praktično vse objavim in mislim, da imam dosti manj kilometrov, ne, rečemo od konkurence. Jaz sem naredil največ kilometrov v tem ciklusu, mislim, da sem imel v tednu 105 kilometrov ali nekaj takega. Gledam, delajo dečki kar tam tudi po 160, pa ne mislim zdaj samo tistih elitov, ne, tudi ti dobri amaterji, kar to me krepko presegajo, ne. Ampak ne vem, mi na tak način odgovarja, vedno tu je nekako malo bolj povečam kilometre, vedno neke težave z poškodbicami, kaj takega in mi odgovarja, no, manj kilometrov. Je pa mogoče, kaj sem spremenil na prejšnja leta, ko sem imel ogromno nekih takih intervalov, dolgih intervalov tu v ritmu maratona, tam 16x jurja, 7x2 jurja, 3x5, taki treningi in mislim, da je to bilo tisto, kaj je meni pri maratonu najbolj dalo rezultate. Plus seveda dolžina, ne, ampak tudi tu bi rekel, da ne pretiravam, no, da konkurenca dela več. 3x5, kaj v 3:20 pa kilometer počitka vmes. Tako, ali pa čist pauza vmes, 5 minut mogoče, ampak tu v ritmu maratona mogoče malo hitreje, ne, in teh treningov sem res v tem ciklusu, takih treningov je bilo največ in tudi vsi so bili dobri, da so mi uspeli, ni bilo nobenih takih poškodb, da bi moral spuščati kakšne te pomembne treninge. Ostalo pa tudi kakšni fartleki, kakšni tempo tek naredim, ostalo pa razteki. Si sam svoj trener, imaš koga, ki ti svetuje, te vodi? Ne, še vedno mi vsaj okviren tak mesečni približni plan Šalamun napiše, potem pa si to tudi seveda prilagajam in to tako na mesečno, ni to zdaj, da bi bila na vezi tako vsaki dan, da bi se praktično bolj malo, no, ampak imam pa neki tisti okvir, mi odgovarja, da se ne obadam s tem, kaj pa bi danes, kaj bi jutri, da bi si sam to non-stop mi paše, da pogledam približno, pa piči, ja. Blaž, kdaj tečeš, se pravi, si jutranji tekač, popoldanski tekač, večerni tekač? Ja, zdaj med tednom vedno popoldan, ne, ker dopoldan sem v službi, tako da mi v bistvu ne znese. Za vikende pa dopoldan, ampak bi se dalo mogoče to malo optimizirati, te treninge. Ja, zdaj smo vsi taki bolj vikend bojevniki, kljub temu, da resno treniramo, smo malo preveč mogoče, ne, tudi meni zmanjkuje časa med tednom, potem tako zdaj za maraton, ko sem treniral, to je bilo včasih tudi mogoče polovička vseh kilometrov je bila za vikend narejena potem, ne, in bi se dalo mogoče optimizirati to, da, tudi na tak način. No, všeč mi je, kar si povedal, ja, ker danes se že skoraj zdi, da maratonci trenirajo tako, kot so, ne, v Lidijadovih časih, a ne, ekscesno, skoraj kot ultramaratonci trenirajo pa še več, ne, in danes že rekreativnega maratonca vprašaš postotko z lahkoto naklepov med tednom 6 dneh, če je treba, ali pa še manj. Pa marsikdo si nakoplje marsikakšno poškodbo, to zadevno, ti s svojimi dobrimi 100 kilometri pa s časom 2:26, očitno se da.
Sem jaz verjetno glih tu nekje na limitu, bi rekel, ne s temi kilometri, pa s tem vprašanje, če se da to še bistveno spustiti. Je pa res, da sigurno manj je več, sploh za nekoga, ko hodi v službo, ko ima družino, ko ima ne vem kakve vse hobije zraven, pa še tečejo. Ne vem, če si glih delajo uslugo, da forsirajo eni celo pred službo en tek, pa še po službi, pa vprašanje, no. Koliko se to obnese, če ni tiste regeneracije, pa ni počitka, pa ni vsega ostalega, kar tisti vrhunski seveda imajo, ne. No, ja, če kaj je regeneracija ključna, pri nas rekreativcih, da smo kronično utrujeni že vsega, pa še tečemo čez vse, potem pa seveda krvimo vse ostale za naše pač poškodbe, ki so slej ko prej kronične. So te kdaj testirali, recimo, da imaš predispozicije za maratonca, za tekača na dolge proge, si kdaj bil podvržen čemu takemu? Ne, pa bi z veseljem šel enkrat, ja. Tako kot zanimivost, ne. Ker res nisem idealen kandidat, ja, v bistvu. Ja, ker tudi, ko sem jaz začel, na primer, jaz polovičke nad 1:20 še nisem odlaufal, ker sem tako že v Ormožu, smo tako dolgo treniral s tistimi dečki tam, da prvo tekmo, mislim, da v Ljubljani, takrat z Magdičem Danilom, on je tuj, če gre 4:0, gre 4:0, to mogoče za sekundo zanihalo. In samo za njega in vem, da smo takrat 10 sekund, mislim, da smo bili, ko smo prišli tisti zadnji proti cilju, on je samo rekel, zdaj pa kaj imaš, zdaj greš. In je prišlo, mislim, da glih nekaj par sekund pod 1:20, tista prva moja polovička, tako da neke predispozicije sigurno so, ja. Je pa res, da potem tudi dokaj hitro sem spravil to polovičko tam na 1:12 pa nekaj, potem pa se je tu kar ustavilo, ne, je bilo par let pa poškodbice, pa malo tretji, četrto, da sem potem zdaj spet malo končno pomaknil to mejo nižje, ja. Ja, nekako po koroni je Blaž Orešnik eksplodiral, praktično pa začel dosegati res časovne, prebil si, 1:10 si prebil na polovički, prebil si 2:30 na maratonu, to so neke psihološke meje za nekega tekača, najbrž, ne tvojega ranga. Je res, tudi za mene, kakorkoli zdaj tako sliši, je bilo malo celo tako, kaj pa zdaj, ne, mislim, so bile to ene take, ta maraton 2:30, polovička 1:10, taki tisti cilji življenjski, bi rekel, kaj se tiče tega amaterskega teka, ne, in sem bil kar malo presenečen, ko mi je to uspelo potem v Ljubljani na tistem maratonu doseči, je bilo kar malo pod tekmi tako, kaj pa zdaj za cilje, ne, mislim, zdaj zavedam se, da nekih tam 2:15 ne bomo lovili, ne, in pa bomo že nekaj našli. Tako ja, tako kot znam nekaj tekačev, ki so, dosegali maraton majorse, pa dobijo še šesto, pa pač plehati s 6 krogci, pa da se rečem, kaj pa zdaj, ne, in ponavadi vsak malo pogleda, pa res, ampak bomo že kaj našli, ne, in ponavadi vsak kaj najde hitro, kmalu zatem. Blaž, kako pa si ti zašel, recimo, atletiko pa tek na vse zadnje? Ja, je bilo bolj slučaj, jaz tam prihajam iz Ormoža, tam je prvi šport rokomet, seveda, ne. In tudi sam sem treniral rokomet, celo osnovno šolo, pa potem gimnazijo, ni zdaj, da bi bil, ne vem, kako dober, ampak so bili že to tak resni treningi, takrat kot mladinci je bilo vsaki dan trening in tako da sem bil vedno v športu. Potem pa, ko sem šel študirat, pa se je ta šport prekinil praktično na nulo in temu primerno so potem šle kile in sem imel, rečemo, 10 let nazaj, verjetno bo zdaj že sem imel prek 100 kil, sem imel 103 kile, ker me ne pozna, to je bilo kar, ja. In sem se zaradi tega v bistvu. Koliko jih imaš zdaj, no, recimo, sorry, da te prekinjam? Zdaj imam tajnih 73. Sam tako, da smo 30 kil si zrezal in to je to pa. Tako, ja, potem sem en trenutek sem rekel, zdaj pa dovolj, to zdaj še ni normalno. In najlažje je bil tek, takrat tudi med študijem, lahko greš sam, lahko greš kdajkoli in sem začel tako teči in tam v Ormožu, potem ta klub, atletski klub Ormož, je tudi kar par zanimivih ljudi, ko to z veseljem tam počnejo. In so me povabili, enkrat so me videli tam, da tečem, pa so me seveda takoj povabili v klub, mislim, da na hitrem bila glih naša tekma ormoška, pa sem odtekel tisto 10, sicer mislim, da je bila malo prekratka takrat, zdaj imamo sicer izmerjeno,
mislim, da tu je nekaj 39 ali 38 minut, pa mislim, da sem bil drugi, verjetno tretji. Pa je bilo malo tak motivacija, pa sem se včlanil v klub, začel trenirati, potem s tem z Danilom Magdičem, pa s temi dečki tam in me je potegnilo. Ja, zdaj si praktično v športu že desetletje, mislim, da je tvoj prvi zabeležen rezultat na Ljubljanskem maratonu iz 2014 ali nekaj takega. Ja, verjetno bo nekaj takega. To bo verjetno potem glih tista polovička, ko sem rekel, ko smo z Danilom Magdičem šla. Ja, bo verjetno že 10 let. Si, bom rekel, najboljši tekač AK Ormož sedaj? Ja, to je bila taka interna tudi malo borba zdaj z našim predsednikom Ivekom Globom. Mislim, da je on imel 2 uri 28, pa nekaj malo. Aha. Tako da mi je zdaj mi je uspelo. Ja, tam v Ljubljani mislim, da mi je zmanjkalo glih enih par sekund, toliko da še je bilo malo po treningu heca. Zdaj pa mi je potem uspelo, ja, tudi ta rekord klubski podreti. Mislim, tudi to je posebna čast, ker klub vendarle, ne vem, če sem prav videl, obstaja šele nekih 20 let, kar so se bolj kot ne entuzijasti zbrali pa postavili na noge. Ja. Seveda, ta naš klub je čiste rekreativni klub, mi nimamo tudi nekih otroških skupin, kakorkoli organiziranega treninga nimamo. Imamo pa, mislim, da nas je članov zdaj že verjetno preko 100 članov. Lepo. Od tega rečemo 20-30 sigurno takih, ko redno tečejo, tam 10 do 15 se izbere vsako nedeljo, pa v sredah običajno se zberejo, tečejo skupaj in je klub zaenkrat kar živi, ne, je pa res, ja, da je tu Ive Golob je alfa in omega tega kluba in oče in mati, on res to vlaga ves svoj čas in tudi drži ta klub gor, ne, tudi organiziramo 2 tekmi, kar ni mali zalogaj, tako da klub res živi, no, je pa res, da je rekreativni klub. Ja. Pa kljub vsemu je lansko leto zabeležil državno prvakinjo v maratonu, ne, ima Blaža Orešnika noter, mislim, marsikateri profesionalni klub vam brško ne zavida, da pač vi, rekreativci iz Ormoža, pridete pa pobirate lovorike. Ja, se trudimo. Odlično, ja, tudi Ivana Goloba moram enkrat dobiti, ja, da kakšno rečeva, ne, ker mi je ta zgodba s klubom in vsem ostalim zelo fascinantna. Ja, on bi znal verjetno biti zanimiv sogovornik tudi. Tako, ja. Pa ta del Slovenije mi je res zanimiv. Vi ste praktično na južni meji in ne vem, do Varaždina imate bliže pa do Ptuja skoraj da. Ja, približno, tudi tu, ja. Se pravi, ste veliko, recimo, tudi čez mejo, tudi tekmujete tam. Vem, da si v Varaždinu že knjižil kakšno zmago. Ja, jaz osebno sem zelo račel prek na Hrvaško tekmovati, ker je tudi, se mi zdi, sploh v Ormožu pa v tej naših koncih, vidiš, je ogromno tekačev, ampak ni pa te tekaške kulture, rečemo, da bi res prišli tudi na domačo tekmo, težko dobiš ljudi, ki glih niso z atletskega kluba, imajo malo tistega še toliko glih, da ne gre po noči teč, ker ga noben ne vidi. Prek Varaždinu pa res imajo to, oni imajo lige po zimi, po leti, to pride po 100 ljudi, res mislim, totalno netekmovalno, ampak imajo pa tega ogromno takih rekreativnih tekem in imajo tudi taki odnos, res lep odnos vsaj jaz sem imel tako izkušnjo vedno, ko sem šel tja na tekmo, od kakšne nagrade, do kakšne prijave, do vabila, do vsega in je bilo vedno lepo tam tekmovati, ja. Mislim, da sem o AK Varaždin po njihovih dirkah bral že v knjigi Iva Belana iz 80-ih, on je takrat znal pohvaliti tiste konce, pa vse dirke, ki so bile organizirane, očitno to še traja. No, spravim, da tudi v Ormožu v zadnjih 20 letih ste ogromno naredili. 2 dirki si omenil, ki jih organizirate, imate polmaraton, pa nek večerni oziroma nočni tek. Nočni tek, ko se tako zabliža, 24. ne, tradicionalno bo. Mislim, da so prijave že odprte, tako da lahko vsi... Evo, izvolite, letos pa Ormož. Sploh uličarka, mislim, da je res dobra tekma. Je ponavadi, pa bi si upal trditi, da je bila kjer leto najboljša tekma v Sloveniji. Ker na državno, ne vem sicer zakaj niso prišli, ne pridejo vedno, ampak je bilo eno leto, mislim, da sta bila
obe Kreus, Puhar, še mogoče, ker mislim, je res po konkurenci gledano je bila sigurno najboljša tekma tista uličarka. Kaki 2-3 leta nazaj, verjetno to bilo 4, mogoče že hitro gre čas, ampak je vedno dobro zastopana in upam, da bo tudi letos, no. Tudi se trudimo, da damo neke denarne nagrade, kar je tudi mogoče že redko dan danes, tudi brez prijavnine je in se res trudimo, da bi to uličarko ohranili, tisto pravo tekmovalno dirko, no. Zdaj, ko si rekel, brez prijavnine so vsi Gorenci na špičelu šesa, ja, tako da pričakuj naval prijav zdaj. Res zanimivo, ja, mogoče premalo vemo, kaj se vse dogaja po Sloveniji. Kaj so glavne kvalitete, rekel uličarko imate, ne vem, mi malo pišeš dirko, no, ker me res zdaj zanima, je to v več krogih, je to ravna proga, glede na to, da hodijo najboljši Slovenci dol teč, nekaj že imate, da pridejo vsi tja. Proga ni ravna, je pa zanimiva. Okay. Ja, tako je je v krogih, teče se 6 krogov in je v bistvu po glavnih ulicah Ormoža, jih je tako ali tako malo, tako da v bistvu celi Ormož zaokrožimo, je pa res tako polno kratkih vzpončkov, spustov in tudi malo gneča nastane, kar tudi naredi zanimivo. Finiš je malo tako v hrib na koncu, ko prije in je vedno zanimiva tekma. No, to krožno je sigurno zanimivo tudi za gledalce, ki pač gledajo najboljše, pa tudi vse ostale. Tudi to seveda, ja. Gledalci se tradicionalno, mislim, da kar zberejo in seveda je tako za tekače potem, kot tudi za gledalce dosti bolj zanimivo, kot neka polovička, rečemo nekje, ki gre ven. Se nič ne dogaja. Ja, tako. 24. junija si rekel, ja, ali kako? 24. 24. junij, evo, na predvečer državnega praznika letos, lansko leto je bila to soboto nočna 10, letos jo ni, letos gremo pa vsi v Ormož na 10 v 6 krogih. Všeč mi je, polovični maraton, polovičko v Ormožu ste že imeli letos? Polovička je že bila, ja, smo včasih mislim, da je bila tradicionalna aprila, ampak zdaj je ta malo poplava teh tekov na vseh koncih, smo se odločili, pa mislim, da je bila kar dobra poteza, smo se odločili, da smo jo premaknili v marec, tako da mislim, da smo prvi v tem štajersko-koroškem pokalu, pa v teh koncih s tekmami in je bila zdaj vsako leto dobro obiskana, imamo tudi certificirane proge, ne vem, če 5, 10, pa polovička sigurno, tako da je vedno tudi kako je veteransko prvenstvo, policaji so imeli prvenstvo, se nabere ljudi. In je solidna tekma, no? Je bila solidna tekma. Bravo. Kako pa ti gledaš, no? Ker očitno si tudi ne samo tekač, tudi soorganizator, organiziraš, delaš, oblikuješ, spremljaš od zadaj in od spredi te zadeve. Ne vem, stanje slovenskega cestnega teka, ki je že pred korono mogoče malo zašlo v recesijo, v stagnacijo, ja, zdaj ja. Po koroni se je pa vse prepolovilo. Kako pa ti spremljaš vse skupaj? Kako pa pri vas to izgleda? No? Ja, tudi samo opažam to, ja, da se je po tem nekem tem vrhu vseh teh tekem se je zdaj z leti začelo malo umirjati. Je pa tudi res, da je bila kar naenkrat poplava teh tekem. Ne, se tu pri nas zdi, vsak, ki bi že organiziral tekmo, se mogoče tudi ne zavedajo najbolj, kaj pomeni dobro organizirati tekmo, ni dovolj samo nekaj pripraviti, mogoče tudi pobrati štartnino, potem pa vsakem drugem vinku nekdo mimo odlaufa, ker ni nikoga, ko bi ni redarov, ni nič. Je pa res, da verjetno tudi s temi vedno višjimi prijavninami, z vso to poplavo tekem, bodo ti večji, bodo verjetno preživeli, tisti mali pa vidim, da jih je, marsikera tekma je res že čist, ne, toliko gleda še, da še je, ne. Ne vem, bomo videli, kam bo to pripeljalo. Ja, res je, ja, zdaj, v Slovenijo prihaja poletje, na sceni cestnih tekov zaenkrat še ni videti pomladi, ampak ajde, recimo, da se bomo zalekli tudi z tega, da bodo ljudje pa strelov, pa skavčev prišli nazaj na ceste, na atraktivne zadeve. Zdaj, ne vem, veliko smo tudi se tem že pogovarjali, kako narediti cestni tek bolj atraktiven, ampak tudi za mlajše, recimo, no, za tvojo generacijo in mlajše, imaš tle mogoče kakšen recept? Ja, to je res zanimivo vprašanje. Ne samo cestne teke, mogoče tudi atletiko kot nasploh, ne, te dolge teke.
kakšni formati tekmovanja bi bilo za razmišljati, ampak vprašanje, če smo tu midva zdaj pravi naslov. Ja, pogovarjal sem se tudi, bom rekel, s funkcionarji na Atletski zvezi, pa z največjimi organizatorji v Sloveniji in tako naprej. Vsi imamo težave, zaznavamo jih, ne znamo pa recimo nagovoriti mlajših, od 40 do 35 let, ki jih kronično primanjkuje, recimo včasih jih je bilo bistveno več, sedaj ne vem, s katerimi športi ali če sploh se ukvarjajo, na tekih jih recimo je sorazmerno malo. Ja, to je tudi res, verjetno te poplava vseh drugih športov, popularnih športov je sigurno tudi vpliva, ampak... Ker tek sam po sebi, ja, marsikdo reče, to je dolgočasna stvar, ampak v bistvu ni, no, ne vem, ko se tebi zdi tek, no, kdo reče, kako lahko laufaš 30 km v nedeljo zjutraj, mislim, se dolg čas nek nabijati neko cesto ali pa kroge, ampak... Je po eni strani res tako na prvo žogo, ne, je malo dolgočasna stvar, ampak vsaj meni osebno je tisti neka tekmovalnost pri teku, pa ne mislim nič slabega, tista zdrava tekmovalnost, ampak to pri teku, kaj lahko dobiš pri teku, pri teh, sploh na tekmi, težko pri kakšni igri žogo doživiš tako občutka. Je pa res, da zdaj to nekomu, ko moraš to razlagati, bo težko razumel. To ali proba, pa ga potegne, ali pa ne. Ali pa pač, ja, niso vsi za tek, ja, to je tudi res, ne, kljub temu, da Urban Praprotnik bi dejal, pozdravljam ga na tem mestu, ja, vsak je sposoben hoditi, je sposoben teči, vsak je sposoben teči, na koncu sposoben preteči maraton, če si seveda to želi, če ima voljo, ne. Ampak ja, niso pa vsi, nimajo te želje, pa jih ne vleče tja, tako kot recimo mene ne vleče na kolo. Ti se voziš s kolesom? Zelo rad, moram reči, sploh v obdobju, ko s tekom malo počivam, ko tak off-season, zelo rad grem na kolo, pa tak s prijatelji, skoraj raje kot teči. Zanimivo, pa s tem nadomeščaš tudi kakšen trening, recimo, ko odvoziš nekaj ur, tisti dan pa ne tečeš? Ja, tudi, sploh sem ugotovil, ko sem kak je dan včasih spustil trening, da nisem tekel, pa je potem kar naslednji dan malo težje začeti, kot pa če greš na neko kolo, če vsaj nekaj malo migaš, ne, in ogromno krat prakticiram, da če ne grem teč, da grem na kako bolj easy varianto kolesa, s tem, da je to tudi, ko greš s prijatelji, se to sprevrže v dirkanje in je včasih tudi kontraefekt. Aha, ja, seveda, te runde so tudi zanimive, ja, poslušam marsikaj. Ja, to je bolj folklora slovenska, Zdaj, ja, deva reči takole pod črto, recimo, da dva od boljših, pa pred tabo sta bila tudi v soboto, maratoncov sta častitljivih 42 let stara, ne. Ok, ti si 10 let mlajši, recimo, ne. Kako gledaš pa na to sceno, recimo, da pa se spet dotikava, moče iste teme, ampak zdaj moče na bolj resnem remoju, ne. Kje so tvoja generacija tekačev, ki bi zdaj le morala prevzeti vajeti, recimo, si v najboljših letih za maratonca? Ja, res je vprašanje. Ja. Tu je zdaj kar taka luknja nastala, ko nas res ni. Ja. So vsi ali starejši, mladi zdaj nekaj prihajajo, upam, da bomo kaj imeli. Ne vem, zakaj ni. Verjetno je res v atletiki toliko vlaganja, tam, ko prideš enkrat v neko obdobje, ne vem, tudi jaz rečemo, če ne bi to užival, vprašanje, ne, če bi toliko bil pripravljen vlagati. Zdaj pa kakšna mlajša generacija, ko je, ne vem, ko pride čas študija, ko se potrebno zaposliti, ne vem, kakšne so bile podpore ze strani zvez, vsega ostalega, in je garaški šport dejansko je, ne, je potrebno ogromno vlagati. In mogoče je tudi to razlog, da tistih vrhunskih ni, ker vseeno dobrih amaterjev pa je kar nekaj, ne. Tudi na teh največjih tekih vidimo, da tam, ne vem, 10 proti 36, pa že proti 35 minut, pa takih vedno več pride, ne. Je pa res, da tistih top pa res ni, ne. Ja, zadnjič sem na nočni setki pribeležil izredno gnečo med 33 pa 38, recimo, Ja, res ogromno tekačev,
ogromno tudi imen, ki jih nisem poznal in tako naprej. Ja. Ampak tam 31-30 se pa počasi ali pa zelo hitro razreči ta konkurenca. Ja. Kdo je danes v Sloveniji sposoben teči, poleg recimo Kobeta, ker si v formi, morda Puharja, če ima dober dan, Krevs, če ni poškodovan, tudi potem pa se že recimo na 10 neha, ampak tudi po 30. Ja, pa če spet te rezultate primerjamo, ne, že samo malo čez mejo, pa že spet vprašanje, ne, mislim, je res tu konkurenca taka, da verjetno tudi to je eden izmed razlogov, no, da nekako nam ne uspe tako dolgo sproducirati ali pa neke skupine tekačev, ki bi to ponesla malo spet na neki višji nivo. Tako ja, tudi o tem sem se pogovarjal že z vsemi omenjenimi, ki so jih omenila, pa vsi iščemo neke recepte. Zdaj, ti večinoma rekel si, ok, s prijatelji se voziš s kolesu, treniraš pa več ali manj sam, ali imaš tudi kdaj kakšne sparring partnerje? Zdaj za ta Rotterdam sem res ogromno smo trenirala z Kunstekom Vitom, ko je tudi tekmoval. Smo tako v sobotah te težje treninge smo se dobila in smo jih naredila skupaj. Drugače pa res večino časa treniram sam, bi si želel včasih, sploh kako dolžino, kaj takega bi bilo super družbe. Je pa res, da v tem naših koncih, jaz zdaj živim na Ptuju kako leto, ne vem, če je kdo taki, da bi malo bolj resno se s tem ukvarjal. Tudi v klubu tam, mislim, se dobimo, je neka tista, spiješ pivo po treningu, imaš konc koncev neki urnik, če se ob 10 zmeniš, da vsaj ob 10 greš, da te pol 11 ne vleče siše, ampak da pa bi tako prav skupaj lahko treniral, pa res ni, no, bi se mogel zapeljati nekam. Tam v vaših koncih vseeno imate malo, tam Jani se to nekaj potrudi, včasih se tudi so pripravljeni kdo kam zapeljati, tu pa ni glih nekaj, ne, tudi v Mariboru, ne vem, no, če je zdaj kaj taka scena ta, da bi tam Celjani imajo vedno nekaj, ampak dobro, to imajo, oni so hitrejši, bolj krajše distance in tudi mogoče s treningov najbolj ne pašejo tako skupaj, ampak ja, tu pa res ni, ne, jaz večinoma treniram sam. No ja, evo, mogoče pa to recept, ja, če se bo nabrala kakšna skupinca tam okrog tebe, da te ponesejo hitreje, do tistih 22, pa počasi zaključiš kariero. 2019 utečeš, pa rečeš, fantje, evo Golob, tle imaš tole medaljo, beseš v klub in jaz imam dosti hitrih maratonov. Je maraton zate ultimativna razdalja, ti je najljubša ali imaš rajš, ne vem, kakšno drugo, na kateri se meriš? Pa bi rekel, zdaj trenutno verjetno res mi je maraton tisto, če trening mogoče imam rad kakšne tiste hitrejše treninge, tudi kakšne hitrejše intervale, mogoče celo raje, ampak tako tekma se mi res zdi, maraton je ena taka tekma, ko tudi med samo tekmo pa po sami tekmi imaš so malo drugačni občutki, no, kot tako teči neko 10 ali pa 5, pa tudi če je hitra, ne. Še imam željo, no, po kakem maratonu, takem, da se res pripravim. No, to je dobro slišati, ja. To je dobro slišati, letos bo showdown v Ljubljani, upam, da. Ampak ti si na prvega si šel pa v Španijo, Valencijo, je tako? Ja, tudi bolj slučaj, to je tista ekipa šla iz Maribora, so rekli, če grem zraven, tudi mogoče nisem bil najbolj pripravljen takrat, pa sem tudi zelo solidno, no, takrat odtekel 2:35 pa nekaj, da sem, ne vem točno niti, ampak potem pa kar mislim, da nisem štartal, ne vem, če sem naslednjo leto potem sploh štartal maraton, potem sem v Ljubljani štartal, ampak nekako mi ni uspelo sestaviti do tiste Ljubljane 2021 je bila, ja. Tako, ja. Mi nekako ni uspelo, zdaj tudi teki skok, mogoče kdo je rekel, zdaj pa si res naredil skok, ampak jaz sem bil prepričan, da bom že dvakrat vmes krepko hitreje, v tistih 2:35 pa vedno nekako ni šlo ali na tekmi, ali med treningom neke poškodbice, vedno je bilo tako malo, glavno ni šlo, ne, tako da tudi tisti skok mogoče zgleda malo veliki, ampak je bilo vmes kar nekaj treninga, samo na tekmi se ni poklopilo. Nobeno leto. Ja, maratonu ne moreš štepati na vsakih 14 dni
da bi progresijo spremljali vsi tisti, ki te spremljajo daleč. Kako ti je bilo všeč, recimo, Valencija? Valencija tudi zelo, tudi tradicionalno, sploh se mi zdi Slovenci, sploh radi. Tako je. Sem letos celo razmišljal nekaj, ker imam nekaj bolj pozen dopust planiran, pa ne vem, kam potlej utegnil se pripraviti, rečemo za Ljubljano ali pa kaj takega. Valencija pa je zdaj že res pozno, ne? Mislim, da je že v decembru. Tako je, so jo pomaknili, ja, bi mogoče bila opcija, pa je že razprodana. Mislim, da letos maratona več ne. Mogoče kako polovičko, bomo videli. Če se boš odločil, Blaž Orešnik, da greš v Valencijo, bom uporabil vse svoje veze in poznanstva, da izrihtamo štartino tako ali pa drugače. Ja, definitivno mislim, da se izmer še kakšna najde. Dirka je res fantastična. Mislim, da so bili tudi vsi Slovenci, ki so kdaj poskušali teči res hitro tam. Proga je super, tu je noro. Takrat se ja že spomnim, tu je navijači, vse, mislim, je res super maraton. Ja. Tako da ja, evo, Valencija, si bom tle prebeležil, ja, pa te spomnim čez kakšen mesec, ja, če bo še za, ja, da te spravimo dol. Ljubljana 21, vrtiva se okrog te Ljubljane 21, meni je bil to okoronski tisti maraton tako fascinantno. Zelo malo ljudi, kar sicer organizatorju ni šlo na roke, ampak domačnost pa v tistih 2 krogih navijačev je bilo končno več kot tekačev enkrat, tudi to je bilo super. Vreme tisto jesensko fantastično. Vreme je bilo res super, ja. Res noro, jaz se spomnim, da sem večer prej smo sedeli tudi z Janjem na pivu, pa ni bil nič nervozen, pa včasih je bil bolj, tam takrat ni bil. Tisto leto je, ne vem, mesecu prej že 2 maratona odtekel. Ja, se spomnim, ja, on je to imel tako zelo skupaj, se mi zdi, je imel takrat, ne znam, ampak dobro, Jani to on ima drugačne. Bili smo skupaj na Dunaju, je bil tam zelo nervozen, mu ni ratal po 2:30, pol je šel v Berlin, me je tudi malo sfalil, pred Ljubljano v 3. poskusu je bil neverjetno miren, ampak imel je štartno številko 1, sem rekel, Jani, to sigurno nekaj pomeni. In na koncu tista dirka je bila pa res, rekel, legendarna, ne samo za njega, tudi zate, tisti časi, kar 2 Slovenca, skoraj 3 po 2:30, to je bilo pa res noro. Daj mi malo popiši, jaz sem tudi tekel takrat, ampak sem bil krepko uro za vami. Kako pa si ti takrat doživljal to, recimo po tem koronskem predahu vse skupaj? Ja, pa takrat sem se tudi za Ljubljano res tisto pripravljal, tako zdaj za Rotterdam, ker tako kot lani tisti Radenci, pa tisto z nami stojite tako malo na toliko, da gremo. In jaz sem takrat imel, mislim, da tako v mislih tam tistih 2:31, ali pa čim bolj se približati tisti meji, ne. In tako je tudi bilo mišljeno štartati. Takrat pa je Jani bil tisti, se spomnim, ki ni rekel, prehitra smo. Če se ne motim, je možno, da je bil Modic tudi malo pred nami, pa je potem odstopil. Ne bom trdil tega, ampak vem, da je Jani rekel, mes moramo iti vsaj toliko, da še vidimo, koga imamo pred sabo, toliko moramo iti. Sem rekel, ok, te pa gremo, pa smo potem šla skupaj celi prvi krog. Potem pa mislim, da tam na začetku drugega sem jaz malo pred tistim 30 kilometrov, sem jaz doživel tako malo krizo, me je dohitel tudi navodnik, ampak takrat sem vzel neki gel, pa je kar čudežno sem prišel k sebi, tam po 32 kilometrov mi je kar začelo leteti in mislim, da tam sploh do 40 kilometra še nisem razmišljal, pa se nisem zvedel, da je čas v bistvu pod 2:30, ne. Vedel sem približno te vmesne čase, pa na 40. pogledam, jaz vem, to pa je konkretna fora, ne, pred mojim časom, ne. In takrat vem, obrnem dol po Kongresnem, pa vidim, da je bilo, mislim, da 2:28 na uri, da bi tudi po 29 moglo iti, če še malo stisnem, in takrat sem res dal vse od sebe, ja. In je res dobra tekma bila. Kje ti je Jani všel takrat na koncu, ne vem, Borih dobre pol minute narazil? Ja, ne mislim, da sem ga potem začel nazaj dohitevati. On je meni tam na 25, 26, mislim, da mi je všel. Takrat sem tudi največjo krizo doživel. Me je navodnik dobil, hvala Bogu. Takrat malo sem si tudi z njim pomagal, da smo skupaj tekla par kilometrov. Pravim, tam na 31, ko sem vzel gel,
pa kar naenkrat začelo iti spet nazaj, tisto krizo sem prebrodil in mislim, da sem ga dohiteval, Janija, ja, takrat. Ja, na koncu je bila razlika bilo glih enih precej manjša. 30 sekund. Tako, verjetno, tako, ja. ja. Če bi dirka trajala še kakšna 2 kilometra, bi Jan imel kar velike težave. No, zdaj, a si v finišu si hiter, si se kdaj že tako pomeril, mož na moža, si finišer? Mislim, da ne, je pa res, da imam redko priložnost preizkusiti ali pa pokazati. Posebej na maratonu, ja. Ja, lani je bila mogoče situacija v Konicah na 10. Takrat je prišel do zadaj Jošt, Žnidaršič. Ampak tudi takrat je imel predstavo več in ni šlo pokazati hitrosti. No, evo, to je bila velika medalja zate, takrat srebrna v državnem. Spomnim se tiste fotke tam na osončenem kongresnem trgu, Jani Mulej, Blaž Orešnik pa Simon Navodnik, takrat ste stali gor na podiumu, vsi res zadovoljni s tistim dosežkom. Lansko leto, evo, potem manj kot pol leta ali pa pol leta po tistem, je bil pa državno prvenstvo v Radencih. Ja, ta izmenjava pomeni, da včasih sta maratona pol narazen, manj kot ali pa dobre pol leta. Ja. Ste se pa vsi omenjeni spet udarili v tisti pečici. Lansko leto se mi zdelo, da je bilo še bolj vročeno, skoraj da letos. Ste se pa udarili na... Kako je pa ta dirka? No, zdaj pa še to opiši. Jaz sem vas videl, ko sem šel, ne vem, iz Tišine v tisti uvine, ko se potem tekači srečajo, ko vi ste prišli nasproti, takrat je Navodnik silovito vodil, na Jani imel že kar nekaj zaostanka, tebe se ne spomnim, a si bil z njim, a si bil zadnjo, kako je vse takrat to potekalo? Ja, mislim, da sem takrat že tudi malo spustil. Takrat tudi moram priznati, da sem rešil nepripravljen na tisto dirko. Po tisti Ljubljani, tako kot sem rekel, so se cilji malo spremenili, tisti 2:30 je uspelo in sem se odločil, da bom prav 10 dobro odteči, ki je bila, mislim, da aprila, je bila v Radovljici, verjetno na stezi in sem se res pripravljal za tisto 10, tudi nobene dolžine, nisem delal nič takega. Potem pa sem rekel za državno prvenstvo, verjetno v Radencih sem malo to izklepal, ne bo neke take strašne konkurence, običajno ni, ne, da bi najboljši so redko prišli, zdaj v teh zadnjih letih. Sem mislil, to, če solidno tečem, vsaj med 3 bi se moglo dalo priti. Ampak smo potem začeli tako, da smo pripravljeni, sploh midva z Navodnikom. Jani je pametno spustil in mene je že takoj v začetku v drugi krog je že bilo precej kriza in se spomnim, da takrat sem kar nekaj hodil vmes in samo čakal, če me kdo prehiti iz državnega prvenstva, vprašanje, če bi se motiviral pa šel v cilj. Mislim, da je takrat čisto malo zmanjkalo. Martin Ocepek je prišel za mano. Ocepek, ja, tako. Manj kot minuto. Ja, manj, mislim, da manj na koncu, ampak ja. Jaz sem tiste zadnje kilometre, sem že pošteno tudi hodil vmes. Je bilo res hudo, mislim, verjetno najtežja dirka, no, moja, kar sem odtekal. Ja, tisti časi so bili takrat res... Odlično sta odtekla na koncu, pač Jani Mulej, ki je taktično zastavil, pa potem strl. Ja, Jani je šel vrhunsko taktično, res. Noro Navodniku potem dal lekcijo, Simon je bil drugi. Ti pač spet tretji, ampak podij je podij, medalji državnega prvenstva v maratonu, še eni se pač ne gleda v zobe. Tako. Je bilo kaj finančnih nagrad za državne naslove oziroma za medalje v državnem? Mislim, da je lani v Radencih bilo nekaj malega s tem, da ne zaradi državnega, ampak verjetno, ker smo bili absolutno potem tudi. Niti se ne spomnim, ponavadi ni kaj. No. Bilo je tisto leto v Ljubljani, ko smo ga že obdelali, tisto tekmo, ko smo šli, takrat so bili, mislim, da še ravno bonusi za od 2:30, tako da takrat je bila lepa nagrada. Ja. Drugače pa za samo državno prvenstvo ponavadi ni nič. Ne. Zdaj, če uspeh hkrati priti, da si absolutno med prve 3, potem včasih je kaj malega, drugače pa ne. No, vsak evršek prav pride za
nove tekaške copate, koliko jih razbiješ, rečemo, v eni sezoni, enem letu? Pa jaz kar ene 3-4 pare verjetno zamenjam, tu pa res ne šparam pri copatih, jih zamenjam tudi, včasih celo mogoče hitreje, kot bi bilo potrebno, ampak se mi le zdi, da copati so pa tisto, ko tekač res mora imeti tako treba in za copate pa mi ni žal. No. Seveda sledi logično pod vprašanje oziroma naslednje vprašanje. Tvoje najljubše znamke copat, v čem teče Blaž Orešnik? Moram reči, da nikoli nisem imel nobenega niti sponzora, niti da bi kakšne popuste imel posebej pri kakšni znamki, da bi zaradi tega moral v čem teči ali pa da bi zaradi tega, tako da sem marsikaj sprobal, trenutno v Nike'u, no. Trenutno v Nike'u, ampak ta zdaj ti famozni copati Nike'ovi in tudi meni osebno ustrezajo in pač tekme res tečem vse v Nike'u zadnji 3 leta verjetno. So ti Vaporfly pa Alphafly dejansko potem, no, ne vem, za trening imaš najbrž kakšen drug trening copat, pa če ga primeraš, je ta razlika, no, ti najbrž največ lahko poveš o tem, ker jaz mislim, da je, nimam nič proti temu, ko je bila to par let zdaj nazaj, je bila velika debata okrog teh copat, ampak jaz mislim, da je, no, vsi ti rezultati bi lahko eno malo zvezdico imeli zraven, no, tako tudi, mogoče ne samo v tej energiji pa nekem odbijanju, je tudi ves trening je bolj optimalen, ne, dejansko noge po moje niso tako utrujene, ne. Vsi ti copati, zdaj tudi za dolžine, za intervale, karkoli, so bolj blaženi, kot so bili par let nazaj, ko smo tekli, sploh tekme, ko smo tekli v tistih racerkah, ko se res čuti vsi tiste nabite noge. Zdaj dejansko jaz mislim, da prideš bolj sveži v tiste zadnje kilometre in so ti copati en napredek, ja. Se pa seveda tudi strinjam, da so to malo zregulirali, tako konec koncev kot pri kolesih, pri vsem, da je postavljeno na neko vsaj približno isto raven, ne, da ni nešče v neki preveliki prednosti ali pa da se to ne izkorišča. Praktično vsaka znamka copat zdaj ponuja tudi neke karbonske modele, pa modele s penami, ki so pač praktično vsi zdaj imajo. Tako je. Ja, in teh 40 mm je pač tista zgornja meja, ki jo lahko imaš še na cesti. So te kdaj že merili s kakšnim merilcem debeline podplatov? Mislim, da ne. Mislim, niso. Verjetno, če bi se kdo kaj pritožil, bi kaj zmerili. Drugače še nisem zdaj posebej tu in eno nobeni teh državnem prvenstvu, da bi bilo eno leto. Potem, mislim, da je ravno Jani bil potem celo diskvalificiran, ali pa enih pa so se pritožili. Takrat smo tekli na stezi ne v šprinterca, ampak copati. In tam sigurno nihče ni niti razmišljal, da je tudi pravilo na stezi še bolj strogo glede tega in praktično, kdo ni imel šprinter, praktično vsi bili v prekršku. Se mislim, da jaz tudi, ne vem, ali pa sem jaz glede tistih Adios starih copatih, Adidasovih, ko imajo res, so bili nizki in še šlo skozi. No, toksik stovku, da so bili lih pod tisto mejo za šuglarje. Drugače pa ne, še mi ni zgodilo, no, da bi preverjali copate. Jaz se spomnim ravno Dunaja 2021, ko so zmagovalca, nesrečnika, ki se je res potrudil, padel v cilj z osebnim rekordom, pa z ne vem s kakšnim finančnim bonusom, potem čez pol ure diskvalificirali, ker je imel na sebi trening copate s 50 mm. Ja, vi se spomnim tiste Adidasove, ne? Ja, tako, trener mu je pozabil povedati, no, tako je bila potem zgodba, ampak trener je pač rekel, se on sam ve, ampak bogi, Eritrejec je bil en vzhodni Afričan, je na koncu stal brez denarja, pa brez rezultata, samo zaradi tega, ker je pač vzel copate, v katerih je tekel pač vsak dan. Ja. Smola, to, da boste vedeli, si tam zunaj, v čem greste na dirke. 2022 si potem v Ljubljani spet stal na štartu, tokrat je bilo državno prvenstvo v polmaratonu, za božjo voljo. Zdaj smo rekli, ok, Orešnik je tudi tam. Konkurenca je bila zanimiva, takrat ni bilo mogoče teh pričakovanih favoritov. Žnidaršič vem, da je bil tam, pa Hafner, pa še kakšen ti si bil.
Ja, Pa se kar- takrat je Hafner vseeno bil toliko boljši, ne, tudi spet je odstopal od nas, da je spet bilo drugo mesto. Ti pač se eno srebro spet vknjižil. Ja. Zdaj, Ja, tako. koliko medalj z državnih prvenstv? En naslov pač imaš iz dvorane, ali je tako? Ali je tisto, da sem narobe videl, da si nekje dobo eno dirko na 3000 v dvorani, pa ne vem, ali ni štela z državno ali ne. Ne, za državno ne. Za državno ne, imam kar nekaj drugih in tretjih mest, ta naslov pa, to pa še manjka. No, to lahko postavimo, zdaj tisti neki cilj, ko smo rekli, da bomo nekaj našli. Ja, Za Orešnik prihodnje. vedno je zraven, a ne? Vedno je na neki štenkci stoji, a ne? Ampak nikoli na prvi. Ja? Zdaj sem te hotel vprašati, koliko medalj pa imaš? A imaš preštete vsaj državne medalje? Nimam preštete, ampak lani sem, naprimer, mislim, da sem štartal 5 prvenstev, pa sem verjetno na vseh bil drugi ali tretji. Mislim, da 5, tako ja. Cross, polmaraton, maraton, pa 10, obe, ja, na stezi pa na cesti. Se pravi, vse imaš, a ne? Vse na vseh disciplinah možnih. Vse imam, ja, samo najvišje, ne. To pa bomo že nekje poiskali, tako tekmo, da se... Da vse zadnje, ja, pri svojih dobrih 30-ih, a ne, imaš pred sabo, kot gledam zdaj še vsaj 10 let uspešne kariere, ker so 40 očitno nova 30, oziroma kaj je tvoje mnenje, kdaj so najboljša leta za maratonca? Evo. Je vprašanje, zdaj, če gledamo tudi v drugih športih, od kolesarstva tudi do maratona, zdaj neko elito, če pogledamo, ne, se to vse seli precej niže, ne, koliko so zdaj ti 22, 23, ti dečki pa praktično so blizu rekordov, ja, tako, ne, tudi v kolesarjenju, če gledamo, so včasih rekli, ne, da tam po 30 se sploh začnejo kaj resnega, ne, zdaj pa tudi vidimo, da to praktično je vse 10 let nižje, ampak je res, da sem jaz tudi zelo pozno začel s tekom, ne, tako da mogoče tudi vidim, kar se tiče poškodb vsega, da zdaj končno par let, da celo leto treniram brez nekaj, da se očitno tudi telo toliko utrdi, da imaš neke izkušnje, si toliko časa v treningu, da pa mogoče šele imam kako leto, dve, da še nadgradimo kakšen rezultat. Definitivno, Blaž, definitivno po poškodbah veš čas govoriš, kakšne poškodbe pa so te pestile in kako se ti recimo neke mikropoškodbe ali pa manjše poškodbe lotiš, da se ne razvije, okay? Pa se pravi, ni bilo nikoli nič kaj tako resnega, da bi zdaj res, da bi rekel, zdaj pa moram počivati. Ja, pol leta pa nič, ampak ponavadi te pokostnice, pa take klasične, malo kakšna tekaška kolena, kakšne take finte, to pa je bilo praktično 2-krat na leto od začetka, vsako leto. In mogoče tudi zdaj z nekimi izkušnjami, že tudi vsi vemo drugim povedati, da ko malo zaboli, da je dobro kaki dan, dva spustiti, pa bo šlo, ne, ponavadi sami pa tako dolgo, da več ne gre stopiti na nogo, ne. Ja, mislim, vsi smo krivi pač tega izvirnega greha maratonca. Jaz sem vse poškodbe, ki sem jih predelal zaradi tega, trdim, da če bi bil še enkrat v isti situaciji, pa bi vedel, da bom dobil poškodbo, zaradi tega še zmeraj isto naredil, ne? Ker bi rekel, mogoče pa tokrat tega ne bo. Imaš kakšen posebni prehranski režim ali tudi le pač prisegaš? Tu imam tudi rezervo. Tu še imam tudi rezerve, ker praktično nima, mislim, tako bi rekel, po zdravi kmečki pameti, da zdaj jih pred tekmami ne jem kakih takih stvari, ko vsi vemo, da niso, ampak drugače pa res ne, pri prehrani pa nimam nobenih diet, praktično jem vse, tudi dodatke, vzamem kakšne te multivitaminske tablete, kakšne proteine včasih, ampak to tudi tako se, če se glih spomnim, če pa pozabim, pa tudi včasih celi teden nič, tako da pri prehrani bi se še po moje dalo kaj porihtati, ja, tudi. Mislim, zdaj so naštela toliko stvari, pa zdaj smo konec maja, državno je konec oktobra, evo takole, ja.
jih prav časa bo, recimo, da si pripraviš na tole dirko v Ljubljani, na ponovno maratonsko prvenstvo, pa recimo Janja izzoveš, pa mu vzameš korono. Ja, se jih je imel dosti zdaj maratonskih, ja, če se za nove, za mlade atlete, ki prihajate. Zdaj, najbrž ti, bil si športnik leta v občini Ormož lansko leto, je tako, a ne? Drži. Zdaj, sam sebe nazivaš, ne vem, kot boljši rekreativec in podobno. No, tle, to smo se že velikokrat pogovarjali, kdo je zdaj vrhunski športnik, kdo je resen atlet, kdo je rekreativec. Kako zdaj tle potegniti mejo? Ja, to je tudi ena taka debata, kot smo imeli pri copatih, tako je tu vedno ta debata, sploh se mi zdi pri nas v Sloveniji, ko res je malo ali pa ni tistih res top vrhunskih, sploh v moški konkurenci, in je vedno bila ta malo debata od raznih vabil na dirke, kdo je zdaj elita, ja. ali je zdaj to rekreacija ali ni. Kaj ti vem, jaz mislim, da vseeno, tako kot Jani, kot jaz, kot navodnik, vsi hodimo v službe, je pa res, da se trudimo, da treniramo za rezultat, da vseeno nam je pomembno in ogromno vlagamo. Je pa res vprašanje zdaj, koliko so ti rezultati primerljivi ali pa vredni na nekih, ne vem, z nekimi elitnimi tekači, ne? Ampak to tudi bo verjetno bolj problem atletske zveze, ne nas, ne, da ugotovi, kako priti do boljših rezultatov, da bo tudi kaki državno prvenstvo slovensko, mogoče kdaj na polovički, pa bodo rezultati 1-4 ali 1-5, ne 1-11, ne vem. Ja, kako iz tega bazena, ogromnega bazena odličnih vrhunskih rekreativcev, če temu tako rečemo, ne, iz Luščic zdaj pa nekaj tistih, ki bodo pa res blesteli. Bi bil Blaž poklicni atlet, vrhunski atlet, če bi dobil priložnost, bi se ukvarjal s tem full time? Pa, če tako razmišljam, pa verjetno bi, če bi res, da bi videl, da bi rezultati to šli, če bi mlajši začel, če bi bilo, zdaj pa se seveda zavedam, da to nekih norm glih ne bomo lovili, ne, ampak če pa bi bila kdaj priložnost, pa mislim, da bi z veseljem. No, zdaj, to sem se nalaš vprašal, ja, da polagam pač na srce tudi tistim, ki so zdaj le stari, do 18, pa 19, pa 20, ja, pa se recimo lotevajo teka, pa so približno dobri, ne, pa poslušajo recimo Orešnika, ki je svojih 30, prav, če bi prej začel hudiča, ne, vidite, vi ste stari 20 ali pa 22, začnite zdaj ali pa 24, pa boste lahko profesionalci. Mogoče strajati kako tisto obdobje, ne vem, ko je malo težje, pa mogoče se tudi kasneje kaj, ne vem. Ne vem, res, to je res zanimivo vprašanje, ja, da tako dolgo vedno imamo to, ne, včasih so, ne vem, v času Iveka je tam Ivek s tem svojim rezultatom bil, ne vem, kateri, 5., 6., 7. Zdaj bi to bil rezultat praktično na stopničkah vsa prvenstva državna ali pa nekaj, ne vem. Je zanimiva tema in izziv, ampak za druge. No ja, včasih imam kakšne debate s starejšimi maratonci, ki so harali v 70., 80., tudi v 90., ne, pa vsi so, mislim, dokaj resignirani do tega, da kako danes ne morejo z vso to tehnologijo, pa z vso to podporo mladci laufati. Včasih smo pa na klobaso, pa na zaseko, pa na železnici sem delal 12 ur, pa sem pa laufal. Dobro, se je mogoče ta to ni čist cela vsa resnica, ne? Ja. Včasih so imeli boljše pogoje, saj tisti boljši, tako da tle je mogoče, ja. Tudi današnjim rezultatom gledati v zobe ni smiselno, še manj pravično. Imaš kakšnega vzornika tako nasploh, ne? Spremljaš atletiko, tek, maraton, mogoče zgodovino vsega tega, si se kdaj navdihoval, pri kom pa bil? Pa moram reči, da pri teku mi je res naš predsednik Ivek Golob bil vedno vzor, ja. Vzor, tudi tak njegov način je glih tisto prav tekmovalen, mislim, zna
ceniti ta tekmovalni del, tudi mi je vedno pomagal, mi je vedno kako štartnino omogočil, kar takega in sem se vedno malo zgledoval glih po njegovih rezultatih. Drugače pa tako, da bi rekel, da ima glih nekega vzornika, pa ne bi rekel, je pa mi zdaj zanimivo na primer, spremljati kakšne 1500 metraše, te mlade, tega Ingebrigtseni, na primer, ne, dobro, zdaj za splošno življenje verjetno ni najboljša ta mentaliteta, ampak za vrhunskega športnika pa mi je, na primer, ta Ingebrigtsen mi je res Fenomen, ja. fenomen, ja. Tako. A kak intervju njegov, če poslušaš po kakšni njegovi tekmi, res je top, ja. Človek je res bomba, ja. Super zvezdnik, kajpak zasluženo. Ja. Se prav tudi mogoče, da tek na srednje pa tudi dolge proge ima pač svoje zvezdnike, da tudi to vleče. Recimo, kaj pa meniš o Eliudu Kipčogeju in njegovemu debaklu v Bostonu letos? Ja, seveda, na maratonu se lahko vsakemu zgodi, ne. Tudi mogoče so za ta hype delali okrog njega, tudi bilo je malo tako, si imel občutek, kot da res on samo še mora zbrati vse ostale, da bo on za to prišel, pa poharal pa šel, ja. poharil vse pa šel, ja. Konec koncev pa smo videli tudi potem v Londonu hitro, ne, mogoče kdo mislil takega, kot je Eliud, ne bo Še mogoče dolgo, ja, stoletje, ne, pa prije en praktično v Valenciji, pa letos tam vprašanje, ne, če bo kaki Berlin, kaki dobri pejseri, pa po moje z lahkoto tudi ta Eliudov rekord pade že mogoče zelo bližnji prihodnosti. Enkrat smo se neki pogovorni oddaji na televiziji pogovarjali, kdaj bo regularni rezultat po 2 uri na maratonu padel, pa mislim, da je Roman Kejžar rekel, da še dolg ne, ne. Ne, kdo je bil že na drugi strani, ki je rekel, lahko bi vrgla kakšno stavo, glede na to, kaj se vse dogaja. Ja. Koliko nori so ti mladci, no, 20-25 letniki, ki pridejo in 2:01 odtečejo, mislim, ne lih na pol moči, ampak še dokaj sveži v cilju, to Mislim, da drugo polovico je šel krepko pod uro, ne. Tako, to je noro. Neki tam vmesni čas je bil čisto noro, mislim, da tam med 30 pa 35 je šel, da ne vem zdaj rekel, ampak krepko pod 15. 14, mislim, tako je, 14. Za ritem, ki bi po moje bil krepko po 2 ure, rečemo, da bi ga, ampak res so, ti časi zdaj so neverjetni. Kakšne plane imaš zdaj za sezono od zdajle naprej, sigurno še kakšno državno prvenstvo, kakšna uličarka, kakšen tek, ki ga imaš v koledarsko obkroženega? Ja, zdaj prvo ta domači Ormož. Čez poletje mogoče kakšne te lokalne tekmice, ko so, je čez poletje fajn kaj tako dirkati, kaj krajšega, malo hitrejšega. Potem pa bom videl, potlej, če v avgustu imam neki dopust planiran, tako da mi je malo ta Ljubljana, mi je prekratko obdobje. Mogoče pa, kaj pa vemo, kakšna polovička, mogoče, če kaj tam v novembru proti decembru se kaj dobrega najde. Drugače pa bomo naslednje leto kakšne cilje spet postavljali. Letos je bil ta Rotterdam tisti cilj številka 1. Cilj številka 1 in to super v aprilu, pa imaš pa 8 mesecev mir, ja. Tako, za nove velike cilje. Zdaj, ja, se ogleduješ v tujini, si šel že na 2 velika maratona, sigurno bi šel še na kakšnega, recimo, vsaj kakšen Berlin, London. Seveda, bi šel tudi mogoče zdaj, bi bil res trenutek, da še izkoristim to, ko imam tudi neke norme za lažje prijave, da tudi konec koncev dobro tečem in definitivno bom razmišljal nekaj v tej smeri, ja, da bi v bližnji prihodnosti, sploh kaki Berlin, seveda, tako kot vsakega verjetno, ko želi dober rezultat, bi z veseljem tekel, ja. Ne vem, kaj ima Berlin, saj je hitra, pa dokaj ravna proga, ampak v primerjavi z, ne vem, neko Valencijo je dokaj hribovita. Lahko je, vreme je ponovadi dobro, lahko je tudi kakšen sonce, septembrsko pozno, toplo, ampak ja, vsak, ki pride v Berlin, tam morda zaradi vzdušja, morda zaradi, ne vem, samega feelinga tega najhitrejšega maratona na svetu tam ruši svoje osebne rekorde, tako da tega definitivno dej na bucket listu. No, pa kakšen London, vsekakor tudi. No, kaj pa čez lužo, če te povabilo v New York, bi šel? Če bi me že povabili, si bi vzel čas. Ne, drugače pa, ja, bi prej mogoče kaki Berlin, London bo ta prvi opciji, potem pa
potem pa tako kot Kipčoge, da zaključimo vse ostale. Ko vidiš, pa 6, ja, pa je pa Ja. rekel, zdaj pa še ostalih, zdaj pa tisti Tokio, Chicago še odbijemo, Boston pa itak, še pri 70, ja, ker itak boš imel zmeri normo, če boš saj malo laufal. Blaž, super debato sem imela, cel kup stvari bi te še želel vprašati, jasno, časa imaš sigurno še dovolj, zvečer je, kdaj hodiš spat ponavadi? Sem kar zgodaj hodim spat, no tako bi rekel, enih 10, pol 11 že ponavadi me kar zmanjka. Je pa res, da zjutraj tudi vstajam pred 6, tako da glih lovim tiste ure, tam enih 7 ur bar, da spanca že mora biti. No, to je kar po mojem, da ključno. Ja, sej imamo vsi težave, predvsem s tem, da premalo mogoče spimo, pa imamo v tem cel kup enih težav. Pa sej kak je dan, 2 še gre, ne, 3. Če pa to malo že na teden razvlečeš, pa se že pozna, da Ja, primanjkuje. to je tista kot v pitju. Ja, pri 25 smo 3 dni pili, bili en dan bolani, pri 45 pa en dan pijemo, pa smo 3 dni bolani, ampak ker Približno to tako, ja. tako nekako, ja, spiješ kakšno pivo, rekel si, da ga tudi poteko, ja, sej. Z veseljem. Več kot eno. To všeč mi je, ja, ti si eden tistih normalnih tekačev, ja, ki se tega ne brani. Ja, Prej tu si- probam biti, mislim, ne za pivo kot pivo, ampak tudi tako, na splošno z ostalimi življenjskimi stvarmi, da zdaj glih pa tudi, ko grem na dopust, si ga ne organiziram okrog tega, da bom zdaj tam 2-krat na dan intervale tekel ali pa nekaj takega, probam neko Živeti. zdravo Tako. mero držati, ja, kar se tega tiče. Kaj, rekel si, služba, kaj še počneš v življenju, da ti zapolnjuje pač vse te ure, ki jih imaš na razpolago? Ja, pa zdaj v tem trenutku res mogoče zraven službe tek kar vzame tisto veliko večino časa, no, drugače pa ga probam čim bolj skoristiti s kolegi, s partnerko, za take uživati. Se mi zdi, sem preskrolal malo goste, ko si jih zdaj že res lepo število imel, zanimivo. Marsikdo si misliš res, kje najdejo čas za vse, kar počnejo. Moram reči, da tako prav namenoma nočem preveč si nalagati, da ostane čas tudi za take bolj easy stvari v življenju. Zdaj, mogoče pa to recept tvojega izjemnega uspeha, ker si ne bašeš preveč enih stvari, pa si to zadevno bolj sproščen in tudi psihološko vendarle, mogoče potem bolj v primu, ko greš na samo dirko ali kako. Pa ja, pa mogoče je, sploh zdaj v teh časih res vsi imamo toliko stvari, da res vidiš včasih kom že, da bi doktorat moral narediti, da prideta na eno pivo skupaj, pa čas najdeta, ne. Si je treba včasih malo, ja, tudi kaj bolj na easy vzeti, ja. Mislim, da ja, tako, to si lepo povedal. Premalkrat mogoče to poudarimo, ja, ljudje hodijo z vsem spoštovanjem na meditacije, pa na take in drugačne joga oddihe, kjer dihajo, pa ne razmišljajo o ničemer, ne, ampak po drugi strani bi bilo pa dosti, če bi si vzel na dan pač tisto urco za božjo voljo, ko pač nimaš nekih obveznosti, pa ga preživel pri stvarih, ki jih najraješ pač počneš, pač je, ko je to tekno. Če boš kdaj v naših koncih, pa boš poklical, si bom sigurno vzel čas. Za pivo. Evo, vidiš, to vabilo, ki se mu pa res težko uprem, če me povabijo na pivo, pa še to v Prlekijo, ne, v tistih koncih, ker sem toliko premalo, res premalo, pa všeč so mi ti konci, tudi teku še nisem tam, mogoče pa letos pridem na Ormoško 10, z Žulijo me podplati, sicer bilo malo tečem, ampak 10 bi pa že. Lani so bili Jani in ekipa. Modri dirkači so Modri prišli. dirkači, ja, so bili. No, ja bom vprašal, kakšne plane ima letos. Blaž, že nekaj časa so brki tvoj zaščitni znak namenoma, ali kako je prišlo do tega? To pa res slučaj. Mislim, nobene posebnega razloga. No. Ker
Pred časom smo videli pač moške s tistimi košatimi, dolgimi, zelo negovanimi bradami. Ja. Sem pa tja tudi koga z brki, na hitro mogoče spominjaš na Steva Prefontaina ali pa s pričesko, pa s temi z brčicami. Pa jih kar pač vidim, da vzdržuješ ta look že na vseh fotkah, ki sem jih videl po koroni, v Stenkcah, ker si bil, si pač z brki prskakal gor. Slučaj. Jo, mogoče pa to skrivnost, spoštovani in spoštovane, da Blaž Orešnik pač, pogladi svoje brke za srečo in potem na koncu odlaufa 1:09 na polovički, pa 2:26 zdaj že na maratonu, ja, pa septembra oziroma oktobra bo napadal zmago na državnem prvenstvu, ja, to zdaj tako govorim. Smo že določili. Da so določili, mislim, če ne letos, pa drug let, še mlad, ja, še zmeraj bo v dobri formi, tudi ko bodo, recimo, trenutni prvaki že v 50-ih, ja, pa bodo šli bolj za zmage v kategorijah. Blaž, super debata, čas je šel takole, tudi jaz hodim zgodaj spat, ampak zdaj le še ne bi šel, raj bi si odprl kakšno pivo, pa še kakšno rekel o teku, pa o tem, že pred debato, pred vklopom v živo, sva nekaj rekla o tem tvojem čudovitem ozadju, zadaj lahko mogoče še kakšno o tem rečeva, ja. Kdo je izbral? Ugotovila smo, ja, da nisem bil jaz tisti, ki ga je izbiral. Ja. Kaj predstavlja mogoče kakšna simbolika v tem, kar je za tabo? Nobeno. Nobeno. Prevelika izbiranja, nekaj pač moralo biti. Barve so mi všeč, take svetle so, poletne so, no, zdaj poletje gre noter. Kam ne reš hodiš na dopust, Blaž? Prav dopust, da imam oddih, grem najraje res nekam na morje, najraje še na Hrvaško obalo. Drugače pa letos imam planirano Škotsko, tako da bomo videli, koliko bo ostalo potem časa za trening. Mislim, da tam v prvi polovici avgusta sigurno ne bo treninga. Tale podcast gre ven v četrtek zarana zjutraj, ko bom jaz pač že sedel na busu, kamor, ki bo potoval, ne boš verjel kam, v Edinburgh na maraton, na Škotsko gremo, no, tako da ti kakšno fotko pošljem. Odlično. Ne samo z Sicilija, tudi še skje druge, če je zanimivega za videti, imajo tam kar veliko, bom rekel, zanimivih, tudi lokalčkov, pa tega, ja, kar me ja, sigurno. Tako da je, Škotsko gre oba dva letos. Blaž Orešnik je bil z mano, dame in gospodje, človek, ki je lastnik najboljšega maratonskega slovenskega moškega rezultata ta trenutek in še nekaj časa bo tako ostalo. Tako da, Blaž, bilo mi je veselje, v čast, da si se oglasil. Hvala, enako. Zdaj, ko boš osvojil svoj prvi državni naslov v maratonu, se slišva vsaj na kratko, zato da mi boš pač poročal, kako slastjo si prišel čez tisto cilj. Zmenjeno. Lep pozdrav v Ormož, upam, da se letos, pa čim prej, v živo vidiva, tudi spijeva kakšno pivo, kakšno rečeva. Želim ti vrhunsko sezono še naprej. Hvala za vabilo. Srečno, čau! Ajde.